Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav, dobrodošli v oddaji s farmacevtom za zdravje. Tudi to pot z magistrom farmacije Bojanom Madjarjem. Bojan, lep pozdrav. Pozdravljeni. Pomurske lekarne. Danes ne bova neposredno govorila o nekem zdravljenju ali pa preventivi, čeprav je tudi to preventiva. Namreč o temi bova govorila, ki je v zadnjih letih postala izjemno pomembna. O lažnih informacijah na področju zdravja. Namreč ta socialna omrežja prenašajo kopico stvari, tudi nasvete, trditve, ki pa takole še marsikoga prepričajo, ker zvenijo dokaj verodostojno, pa vendarle temu ni tako, kajti niso na nekih dokazih postavljena. Pravzaprav širijo se kar bliskovito, to vemo, marsikoga so že tudi takole zavedli, da ne govorimo potem o prodaji. Bojan, za začetek, kaj pravzaprav so lažne zdravstvene informacije? Te lažne zdravstvene informacije so pač neke informacije, ki nažalost ne temeljijo na nekih dokazih, preverjenih, na nekih raziskavah, čeprav se velikokrat predstavljajo kot take, obljubljajo marsikaj in potem seveda, kot ste tudi dejali, marsikoga zavedajo. Velikokrat ljudje delijo te informacije v dobri veri, mogoče samo v dobri veri naprej, nekaj sem prebral, mogoče bo komu pomagalo. Noben ne gre preveriti, če je to res ali ni res. Zdi se fajn, zakaj ne bi, ne. Vemo pa tudi, da določeni pač producirajo te lažne informacije, dejansko zavajajoče informacije namerno. Velikokrat je v ozadju tudi kak ekonomski interes. Korist, absolutno. Govorijo, ne vem, proti kakih zdravnikom, pa zdravilom, pa farmaciji nasplošno, ampak potem pa prodaja neke izdelke, ki sicer uradno niso zdravila, pa če dobro pogledamo, so predstavljene dejansko na ta način, gre za prehranska dopolnila, ampak nekako zavito v celofan, tako da marsikaj potem je tudi v ozadju nek ta ekonomski interes in ali pa imajo tudi kakšne druge interese, saj marsikaj se dobijo. Ampak v glavnem gre za informacije, ki niso na dokazih temelječe. Lahko morda navedete kakšne primere, tiste najpogosteje, ki se pojavljajo na spletu? Ja, malce sem tudi šel, ko sem se pripravljal na to oddajo, pobrskati, poiskati, in pojavljajo se določene stvari, ki se vsake toliko časa ponovijo nekako, koloidno srebro je bilo že pred leti zelo tako popularno, če smem tako reči, pa potem malce pozabimo na to zadevo, noben več ne sprašuje, potem pa spet nekako pride na plano, marsikakšna zdravstvena trditev v povezavi s tem se potem temu srebru pripisuje, nažalost pa vseh teh učinkov, ki bi jih naj imelo, nima, lahko celo tudi škodi. Potem sem prebral tudi, da priporočajo česen v olju za sinusitis. Naravno zdravila so seveda velikokrat lahko uspešna, tudi moderna medicina je to dokazala, ampak zdaj ravno v tem primeru pa je bilo kar nekaj primerov potem, ko se ne izide ravno najbolje, če drugo ne, potem te peče, imaš probleme z bolečino ali pa še kaj hujšega. Ozempik je zelo znano zdravilo, zdaj v tem primeru povem kar registrirano ime, ker se pojavlja vse povsod, ampak se že najdejo neke rastlinske, naravne alternative, nek oves, napitek z ovsa ali nekaj takega, po angleško je oat ozempik. Pri nas toliko še ni, ampak zna priti to tudi k nam. Zagotovo. Ja, tu se nekako zdravilo, ki je znano, ki je uspešno, učinkovito pri zdravljenju najprej sladkorne bolezni, potem za že nekaj let tudi vemo, da lahko pomaga znižati telesno maso, tako da tudi zato ta namen imamo. Ampak potem je pač nekdo očitno hotel pristaviti zadevo še zraven. Zdaj to v primeru, če želimo shujšati mogoče, ni še toliko problematično, pač ne bo učinka. Ni učinka, ampak škodi pa verjetno tudi ne preveč. Če je pa to sladkorni bolnik, pa zna biti problem, že tudi pri njem, ker bo pričakoval neke učinke, ki jih enostavno
pač tukaj ni. Ne? Tako da primeri so kar, pravim, pojavlja se kar nekaj primerov, tega prihaja, odhaja. Enkrat je eno popularno, drugič je drugo popularno, nažalost. Bojan, kaj menite? Zakaj ljudje pravzaprav verjamejo temu, nasedajo? Je to tista že zadnja neko upanje, čeprav ne gre za zdravila, ki bi reševala življenje, ne, absolutno ne. Zakaj pravzaprav ljudje, včasih slišimo tudi po javnih občilih, kaj je kdo koga naplahtal, pa si misliš, pa saj, to je skoraj v domeni, saj ni res, pa je, ne mogoče, ampak se zgodi, ljudje še zmeraj, bom rekel, ne smo, so naivni. Ja, verjetno je tu dosti prisotna ta čustvena komponenta. Saj ne vem odgovoriti pravzaprav na to vprašanje, verjetno kakšni drugi strokovnjaki bi vedeli, saj toliko, koliko sem prebral, pa skušaš razumeti, je res, ko enkrat zboliš, potem se seveda skušaš oprijeti vsake pomembne bilke. Ne gledaš toliko racionalno, ampak predvsem čustveno. Problem je še, oziroma zadevo potencirajo stanja, kjer moderna medicina tudi ne zna bistveno pomagati. Saj napredek je, ampak verjetno bomo čez 100 let, ko bomo gledali nazaj, se nam bo zdela ta današnja moderna medicina precej zastarela. Marsikaj se pravi, že znamo pozdraviti, marsičesa pa še ne. In potem seveda skušaš ali nekako te prepričajo, tvoja želja te verjetno tudi vodi, da temu nekako zaupaš, čeprav, če ne bi bil v tej situaciji, če ne bi bil bolan, bi verjetno znal malo bolj racionalno pogledati in videti, da neko zdravilo pozdravi bolezni, zdravilo v navednicah, ki jih moderna medicina ne more. In to naredi kar tako, čez noč, pa ne eno bolezen, vzamete eno tableto, pa gre hipertenzija stran, gre kakšna ledvična bolezen, sladkorna bolezen stran, marsikaj gre stran, skoraj da čez noč. Če bi nekaj takega imeli, bi bilo super, ker potem bolnih ljudi ne bi bilo, pa smo še vedno bolni, nažalost, tako da verjetno ne deluje in dejansko ne deluje, ampak. Kako pa naj bi ljudje, ali pa kako lahko prepoznajo, pravzaprav, ali ločijo, kaj je tista prava informacija in kaj je lažna informacija? Verjetno morajo malo širši spekter gledati, pa se malce pozanimati, ali kako? Ja, vsekakor, ja. So določeni indici, kar opozorijo. Velikokrat so taki senzacionalistični naslovi. Že naslovi. Zdravniki vam lažejo, vse, neka zarota, namerno tako delajo. Zdravila že to vrstno 10 let na tržišču, pa ga skrivajo in podobno. Skrivajo, ja. Zadnjič prebral nek Nobelov nagrajenec, so ga kar utišali, ga nikjer več ni, ker je nekaj odkril. Potem, kot sem že nakazal, zelo širok spekter učinkovitosti, zdravi zelo različne bolezni, ki med sabo tudi dejansko niso povezane. Ampak zanimivo, hkrati pa kakih neželenih učinkov, tveganj dejansko ne prinaša sabo. In to so vse taki indici, ko moraš biti res pozoren. Saj nekdaj so že stari ljudje znali povedati, če nekaj ne hasni ne škodi ali pa obratno, se pravi, če ni učinka, potem tudi neželenih učinkov nekako ni in to dejansko se pri zdravilih nažalost modernih kaže. Vsa, tudi ta tako imenovana tarčna, moderna zdravila, vseeno lahko določene neželene učinke tudi povzročijo. Pa veste kaj, dostikrat je, to je na spletnih straneh recimo, če greste, je zelo fajn oblikovano, ampak dostikrat so taki primeri, ta je ozdravel, on je ozdravel, ni nekih raziskav, tistih suhoparnih, zdaj smo pa mi vzeli, 200 ljudi, polovici smo dali to, polovico to in pol smo mi to spremljali in gledali. Tega ne boste našli. Kakšen komentar koga, ki pa lahko tudi laže. Ja, velikokrat nažalost je.
Pa doskrat je ob strani nekje zelo vidno neka ura, ki odšteva, ne? Zdaj imate 50% popusta, ampak do izteka tega časa. Saj, če osvežite stran, bo spet šlo 5 minut nazaj. Ne? Pa še, če klikneš, pa še 5% popusta dobiš ali pa 10. Tako, ja. To so vse taki prodajni potem v ozadju neki momenti. Nekaj nam tudi zastonj dajo, prvi paket mogoče ali celo tako. Zanimivo pri nekih stvareh, ki tako zelo učinkujejo potem, kar zastonj dajejo. Ja, vprašanje, ne? Ja, da potem bi se dalo prepoznati. Tako, recimo, kaj takega, ne? Ja. V času COVID-19, Bojan, je bilo precej govora, je bilo aktualno grafenoksid v teh cepivih. Je še to zmeraj aktualno ali ni? Moram priznati, da sem na to pozabil, ne? In pol sem zadnjič šel k zobozdravniku na pregled in sva se malce pogovarjali, oziroma sam je povedal, da ga pacienti sprašujejo o tem, češ, da bi naj bil ta spojina, grafenov oksid, v teh lokalnih anestetikih, če vam pulijo zob ali kaj takega, kaj delajo bolj, ne? Šivajo. Da umrtvičijo, ne? Da potem lažje prenašamo, oziroma da ni bolečine, ne? Ob posegu. In pol sem šel pogledat na splet in res, že kako leto nazaj v Angliji se je začelo to pojavljati, spet trditve, zdaj so cepiva več niso aktualna, ne? In zdaj so trdili, da se to pojavlja v lokalnih anestetikih in tudi ta sam zobozdravnik je rekel, da nekateri pač zavračajo lokalno anestezijo, ker se bojijo tega, ja. Kaj pa je v bistvu ta oksid? To je ena ogljikova spojina, ki ima tako zanimivo strukturo, takšno heksagonalno, ki je zelo trpežna, uporablja se v različnih industrijah. Vse dobro, to sem pol šel gledati, da je nekje od leta 2003, kar je bilo iznajdeno, ne, in se uporablja tudi v medicini, raziskujejo jo bolj v medicini, ne, nimamo še nič kaj takega. Raziskujejo v smeri, da bi ta protirakava zdravila, ta spojina dostavljala na določeno mesto v telesu. Transport. Da bi to skušali narediti na ta način. Tudi so že poskušali v teh lokalnih anestetikih narediti, da bi recimo dlje časa potem se zadržalo anestetika. Ne? A zato? Ja, anestetik bi vezali gor na to spojino in bi potem dlje časa ostalo v tem tkivu, se pravi, učinek bi bil dalj časa. Daljši, ja. Očitno so to nekje zaznali te študije in zdaj se je nekdo pojavil, ki trdi, da je potem to v lokalnih anestetiki in seveda ljudje, ki pač temu verjamejo, se potem bojijo, ker domneve so pa bile, da ta grafenov oksid, zato ni nič dokazanega, da bi naj zmanjšal imunsko odpornost, da bi naj magnetiziral telo, pa da bi naj celo prek tega te spojine lahko nas nadzorovali preko teh 5G omrežij. To je nekako v ozadju, ni tega. Saj, vedno, ko so zdravila, pa tudi ta lokalne anestetiki, saj to se morajo registrirati kot zdravila. Vse, kar je prisotno v zdravilo ali cepivo, mora biti navedeno. To je obvezno. Zdaj, če bi bilo to, da zmanjšuje imunost, pa je bilo v cepivi, to meni sploh ne gre skupaj, ne vem, ni logično. Bojan, kaj pa storiti, če zaznamo recimo takšno lažno informacijo? Brskamo po spletu, pa najdemo te stvari, to se tako odpira, včasih kar avtomatsko. Kaj nam je za storiti, recimo? Jaz sem že tudi prijavil kako spletno stran, ker so me pač ljudje, ki prihajajo v lekarno, povprašali, upozorili na to, ne. Nekateri so bili tudi na tem, da bi, tablete vrgli stran, pa bi to jemali, pol sem pa šel gledati in najdeš, se prodaja kot slovenski produkt, spletna stran je registrirana na Bahamih, 5 minut brskanja ti pokaže, da je v ozadju prevara, ne, in sem potem, sej prijaviš, ampak čez kak teden imajo že drugo spletno stran. Težko je biti uspešen, ne. Na splošno bi rekel tako, vseeno malce preveriti. Dosti ljudi odreagira tako, pa dobro, saj ne vem, a je to res ali ni, ampak zame zdaj trenutno to ni aktualno, mogoče bo pa komu pomagalo, ampak veste kaj, včasih se zgodi, da komu dejansko to škodi, ne koristi. Ne bom primeril tudi en primer povedal, sicer je že pred leti, ki je kolegica povedala gospe,
visoko izobražena, ki je zbolela za rakom dojke, je pač verjela, da si bo pozdravila s konopljo zadevo, ne, ki je drugače dan danes rak dojke kar uspešno ozdravljiv. Ne. Če drugače ne, pa vsaj z kirurško metodo, ne, in je zadeva v visokem odstotku preživljiva. No, pač zavrnila je, ne, so to uradno medicino, od zdravil do kirurškega posega. Kar ima pravico vsak, ne? Seveda ima pravico, ampak nažalost se je tudi išlo tako, da tistega leta niti ni preživela, pač konoplja ni pomagala in se veliko ljudi posega po alternativi. Tako, ja. To je pa tudi včasih lahko škodi, ne? Ja, zagotovo. Pač ta gospa, ta oseba je verjela, da ji bo to pomagalo, ne? Nekdo ji je to na ta način predstavil, nažalost pa ni. Zdaj Bojan, vi ste rekli, da ste prijavili, ne? Vi kot farmacevt, ker se srečujete s temi problemi, ker vam ljudje povedo, zaupa, ko prijajo v lekarno, ne? Zdaj meni, posebno, če še potem človek ugotovi, da ni nič od tega res, kar je, pa še morda celo kaj kupil, mi tega ne bo šel razlagati, da bom jaz to morda kje v medijih obelodanil, ne, ali pa tudi drugače, ne. Se pravi, vi imate tudi pri tem eno vlogo, ne samo kot farmacevti, ki svetujete v lekarni, ampak da tudi ljudem pomagate na tem področju. Sej, to se od nas pričakuje, ne, že po tej deontologiji moramo nuditi informacije. Pa naš poklic predstavlja, ne moreš čez noč priti do tega poklica, se pravi 5-6 let faksa imaš, moraš se naučiti o delovanju človeškega telesa, kako pride do bolezni, kaj se dogaja tam, kako zdravila delujejo, kako zdravila narediti, da ne bom predolg. Skratka, vso to znanje, ki ga imamo, moramo nekako na poljuden način ljudem tudi predstaviti in tudi našo strokovno presojo njim predstaviti. Včasih je kdo razočaran nad tem, ne, ko mu rečemo, da ne deluje to, da to ni res. Ne. Saj seveda vsakdo pa ima vedno še potem pravico, ali potem verjame nam, ali pa nekomu, ki sedi za računalnikom, pa ima mogoče samo osnovno šolo. To se pravi, delate tudi na področju praktično izobraževanja, razsvetljenstva, razsvetljenja. Morda za konec, Bojan, te teme o lažnih informacijah, kaj svetovati ljudem, ko naletijo na kakšno takšno stvar na YouTubeu, na Facebooku, Instagramu, TikToku, to so najbolj te znane pravzaprav socialne omrežja, ker nas kar bombardirajo s takšnimi stvarmi. Ja, te lažne informacije si želijo delitve, ne? Da delimo naprej. Ne? Ja. To je njihov namen, kakorkoli že. Ne? Velikokrat je tu v ozadju nek ekonomski interes, se pravi, da potem več prodajo. Se pravi, ne kar tako deliti. Če nisi ziher, rajši vpraša. Saj noben vsega ne ve. Če jaz kaj ne vem v zvezi z elektriko, grem vprašati električara. Avta tudi ne vem popraviti, pa ga peljem na servis. Ne? Tako da verjetno se avtomehanik ne razume v zdravila, oziroma podobno se razume v zdravila kot jaz v avto. Spoštujem druge poklice, vem, da rabijo veliko izobraževanja v ozadju, tako da če imamo možnost, pa če nismo ziher, dajmo, vprašajmo koga znanega. Ne? Zdravnika, farmacevta, predvsem nekoga, ki se je šolal na tem področju. Stroko. Ja, in če je nekaj vredno deliti, ja, je fajn deliti naprej, če pa ne, pa raje ne, ker kot rečeno, to si ti, ki producirajo te informacije, dejansko želijo od nas, da delimo naprej. Ne. Posebej moramo biti pozorni mi, strokovni delavci, zdravniki, farmacevti, kaj delimo, ker ljudje nam zaupajo zaradi tega, ker smo strokovnjaki na tem področju, tako da tudi to moramo biti. Zdaj pa pri ljudeh, če še slučajno kakšen nakup, ne, o tem sva že govorila, ne, to so sumljive vrednosti, tudi vse tisto, kar piše na škatlici, ne drži, ne. Ali pa nepreizkušeno in tako dalje. Ne. Tu se verjetno marsikdo lahko samo bolj zalomi, kot pa da bi kaj bilo boljšega. Ne. Ja, nažalost res. Ne. Posebej takrat, ko res pustijo neko terapijo, ki bi jo rabili, pa se odločijo za nekaj nepreverjenega. Ne. Krema je najmanj mogoče, ne, za noge ali pa kaj takšnega, ne, kakšna krema za noge. Ja, sej, hvala Bogu, veliko krat je samo ekonomski pač tisti del, ki nas udari po žepu. Ne. Ampak lahko bo tudi pozdravje. Ja.
tega bi se radi izognili prav s tem, da preprečimo te lažne informacije. Hvala za današnji obisk, hvala za pojasnilo. Ne vsakdanja tema sicer, ne, s farmacevtom za zdravje, ampak zelo koristna, ne, bo se strinjate, hvala, da ste jo pripravili. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa se prav tako zahvaljujem. Sodelovanje z Pomurskimi lekarnami se tudi v tem letu lepo nadaljuje in želim vam do prihodnje oddaje zdravja in srečno.